RIC Novo mesto je vključen v projekt Svetovanje za odrasle, ki smo ga začeli izvajati meseca aprila in bo zaključen konec oktobra v letošnjem letu. Namen projekta je opolnomočiti ranljive ciljne skupine in jih spodbuditi za vključitev v izobraževanje ali pa jim pomagati, da pridobijo zaposlitev. Svetovanje izvajamo osebno v prostorih RIC-a v Novem mestu ter na drugih lokacijah v okviru mobilne svetovalne službe v Trebnjem, Mirni, Mokronogu, Žužemberku in drugod. Svetovanje izvajata svetovalki z bogatimi izkušnjami v dejavnosti svetovalnega središča Novo mesto. Sta tudi svetovalki za nacionalne poklicne kvalifikacije in za vrednotenje, kar je še posebej pomembno v postopkih ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Z namenom animacije ciljnih skupin za vključitev smo izvajali tudi motivacijske delavnice, ki so bile zelo praktično naravnane. Zelo sem se razveselila, ko sem izvedela, da se lahko udeležim delavnice šivanja, ker že od nekdaj čutim to kreativnost v sebi in vem, da se bom s pridobitvijo tega učenja pridobila še dodatno znanje, ki ga bom lahko uporabila za naprej. Delavnica Kako pripraviti poslovni načrt je ena izmed delavnic, v katerih poskušamo usposobiti udeleženke, konkretno brezposelne ženske, z znanji, s katerimi bi si lahko pomagale pri samostojnem prodiranju na trg. Veliko pozornost smo namenili ciljni skupini zaposlenih, in sicer starejših zaposlenih nad 45 let z največ 5. stopnjo izobrazbe. Svetovanje smo tako izvajali v 3 podjetjih, in sicer v Dani, na Mirni, v Sepu Mokronog in v Adrii Mobil v Novem mestu. V Dani moram reči, da sodelavce ali pa zaposlene ne obravnavamo kot strošek, ampak kot naše bogastvo. Usposabljanje v podjetjih je namenjeno predvsem pridobivanju in ugotavljanju ključnih kompetenc ter vrednotenju neformalno pridobljenih znanj. Odrasli poleg novih znanj in spretnosti pridobijo tudi potrdila o vključenosti v postopek in pa mnenje o razvitosti kompetence. V projekt usposabljanja smo vključili zaposlene, in sicer gre za ranljivo skupino populacije zaposlenih, starejše več od 45 let z znanjem na nivoju srednje izobrazbe. Trenutno imam v Adrii Mobil 2 skupini starejših od 45 let in moje izkušnje so zelo pozitivne, saj so se lepo odzvali zaposleni, večina je zadovoljna in navdušena, si želijo dati priložnost, želijo spoznati nekaj novega, izboljšati komunikacijo, tako v osebnem, kot tudi seveda v prvi vrsti na poslovnem področju. Tisti delodajalci, ki se zavedajo pomena razvoja te komunikacijske kompetence pri vseh strukturah, še posebej pa pri odraslih, se pravi pri starejši strukturi po 45. letu, ne tvegajo toliko, temveč zelo veliko lahko pridobijo. Gre za dopolnjevanje kompetenčnega profila zaposlenih, ki delajo zelo pomembna dela v samem proizvodnem procesu. Gre za nadziranje, vodenje, koordiniranje, kar pomeni, da se prepletajo veščine znanja, strokovnosti in veščine voditeljstva. Izobraževanje je bilo sprva nekako nepričakovano, potem pa z vsemi sodelavci smo vzpostavili stik, da smo tisto znanje, ki ga že imamo od prej, uporabili kot koristno in prijetno, in tudi vsako druženje se je potem končalo z zadovoljstvom, da smo od tega nekaj odnesli. Aktivno poslušanje je zelo pomembno za delo v skupini, ker imamo vsakega posameznika, ki se mu moramo prilagoditi, da bi delo v skupini čim bolj teklo nemoteno. Sicer je naš moto v Adrii timsko delo. Za starejšo generacijo je to še bolj pomemben, kot sem pač že jaz, imam nekaj izkušenj v sami proizvodnji, da se še dodatno izobražujemo, ker za nami že prihajajo mlade generacije in je dobro, da smo nekako seznanjeni z
to tehniko, ki jo imamo. Ključno pri svetovanju v podjetjih na njihovih delovnih mestih je pravzaprav to, da informacija pride do zaposlenih, ker jih morda sami od sebe niti ne bi iskali. Na drugi strani pa je tudi lahko koristna povratna informacija podjetjem, kadrovskim službam, tudi v kaj usmerjati izobraževanje naprej. Zato je nek zunanji svetovalec ali pa zunanji sogovornik zelo dobrodošel v podjetju, ker ni obremenjen s samim podjetjem ali pa samim tem okoljem. Mogoče se zaposleni tudi bolj odprejo in povejo svoje težave nekomu, ko ni zaposlen ali pa nadrejen še posebej v tem podjetju. Tako da jaz to zelo podpiram.